Pa rešimo domačo nalogo. Najprej začnimo s 13. nalogo. Pa glede na to, da ste že zdaj verjetno dve smo že naredili take vrste, bomo naredili samo tistole zalomki, verjetno je tista bila vam najtežja, ne. Se pravi, naredili bomo zdaj tole nalogo, drugače si pa rešitve poglejte v učbeniku. Prepišimo točke, tako da bo malo lepše. S črno, da ne bo izgledalo, kot da je tako zelo pomembno. Se pravi, imamo 1/3 pa 10/3 je točka A, točka B je pa 4/3, 4/3. Rekli smo, najlažje je, da si najprej določite, kateri je x1 pa y1 pa x2, y2. Potem pa treba je zapisati predpis linearne funkcije f od x. Osnovni predpis je vedno oblike f od x je k krat x plus n. Če želimo ta predpis narediti za točno določeno funkcijo, potem k pa n je treba izračunati. K se izračuna po formuli y2 minus y1 polomljeno z x2 minus x1. In zdaj dodajmo te točke. Y2 je 4/3 minus 10/3. X2 je pa 4/3 minus 1/3. 4/3 minus 10/3 že imamo na skupnem imenovalcu, zato ker odštejemo, je to minus 6/3. 4/3 minus 1/3 so pa 3/3. Minus 6/3, to je minus 2 celi, polomljeno z 3/3, to je 1 cela. In dobimo, da je koeficient enako minus 2. Pa še n. N je pa y1 minus k krat x1. Y1 je 10/3 minus k je minus 2 krat x1 je pa 1/3. Poglejmo zdaj naprej. Imamo 10/3 plus, tole pa pomnožimo. Plus je iz tega, ker imamo tu minus krat minus, a ne. Zdaj pa 2 krat 1 je 2, 1 krat 3 je 3. In dobimo, da je to 12/3, kar je 4 cele. Zelo lepo se je izšlo, ampak s tem še ni konec. Mi moramo zapisati rezultat in rezultat je funkcija, a ne. Se pravi, namesto k-ja pa n-ja moramo zdaj naše vrednosti vstaviti. Rezultat je zdaj f od x ostane takšen, kot je bil. Namesto k-ja vstavimo minus 2 krat x in pa plus 4. To je zdaj rešitev prve naloge. Gremo naprej na naslednjo, 114. Se pravi, treba je dopolniti tabelo. Poglejmo zdaj, a ne. Dva stolpca v tabeli sta že izpolnjena. To pomeni, da naša funkcija gre skozi tile dve točki, ne. Tale točka je A, 1 minus 1, in druga točka je B, 6, 9. Če bi dobili enačbo skozi ti dve premici, bomo lahko izpolnili še tile dve manjkajoči vrednosti v tabeli. Poglejmo zdaj, kako se tega lotiti. Ja, dajmo izračunati enačbo premice skozi te dve točki. Naša podlaga je f od x je k krat x plus n. F od x imamo, rabimo še pa k pa n, a ne. In k izračunamo po naslednjem postopku. Y2 minus y1 polomljeno z x2 minus x1. K je
Najbolje je, da si določite, ne, x1 je tole, y1 je tole, x2 je tole, y2 je tole. In ustavimo. 9 minus minus 1 ulomljeno z 6 minus 1, ke je 10 ulomljeno s 5 je 2. Se pravi, koeficient je 2, zdaj nas zanima še pa n. N je pa y1 minus k krat x1. To je minus 1 minus 2 krat x1 je pa 1. Tako. In dobimo n je minus 1 minus 2, kar je minus 3. N je minus 3. K je 2. In to vstavimo zdaj tu noter. Imamo zdaj 2 krat x minus 3. Tako. To je zdaj naša enačba, ne. Zdaj pa moramo izpolniti tele vrednosti funkcijske. Tule na desni strani bom zdaj tole zbrisala, ker ne rabimo več. Tako. Pa dajmo najprej tole kodovino. Tu piše x je 4. Koliko bo potem f od x, a ne? Se pravi, za tale primer bomo zdaj z rdečo. Piše, da je x 4. Zanima nas torej, koliko je f od 4. Nič lažjega, zakaj? Ker je predpis tule že podan, ne. Namesto vsakega x-a zdaj vstavimo štirico noter. F od 4 je potem 8 minus 3, kar je 5. In 5 bo tukaj. Tako. Zdaj pa dajmo še tule. Tu pa v bistvu mi vemo, da je f od x enako 1. Zanimalo nas pa bo, koliko je ta x v tabeli. Se pravi, mi vemo, da je celoten f od x, kar je 2x minus 3, enako 1. In od tod ven moramo izraziti zdaj x. 2x je 1 plus 3, 2x je 4, delimo z 2 in dobimo x je 2, ki ga zapišemo tu noter, a ne. In to je 114. rešena. Gremo naprej. Tole nalogo. Naslednjo. Ali sta grafa vzporedna? Mi smo rekli, grafa sta vzporedna, kadar sta koeficienta enaka. Se pravi, zdaj moramo poiskati, koliko je koeficient. Koeficient je vedno tisto število, ki se pojavi pred x-om. Se pravi, tale ima koeficient 3, tale ima pa koeficient 4. Če mu rečemo, tale naj bo prvi, pa tale drugi koeficient. Koeficient 1 torej ni enako koeficientu 2, kar pomeni nista. Poglejmo naprej. Tale ima koeficient tolikokrat, ko se pojavi x. Se pravi, tako enkrat x. Koeficient je 1. In podobno tu. Ta se pojavi enkrat, se pravi, koeficient je 1. Če tega označimo z 1 pa z 2, koeficient 1 je enako koeficientu 2, torej sta vzporedni. Tale ni bila tako zahtevna, ne. Tako, zdaj še imamo pa 17. Zapisati je potrebno predpis linearne funkcije f, če njen graf poteka skozi eno točko in njen graf je vzporeden grafu. Okej. Zdaj, pa si spišemo mogoče podatke. Imamo točko minus 2, 1 in vzporedno premico gx je x plus 4. Tako smo nekako rekli, ne, če sta dve premici vzporedni, imata enake k-je. In koliko je koeficient tele g od x? Pogledamo, kolikokrat se pojavi x. Pojavi se enkrat. Se pravi, koeficient tega g od x-a je 1. Mi potrebujemo enačbo oziroma predpis linearne funkcije f. Za predpis linearne funkcije je osnovna enačba k krat x plus n. In da vidimo zdaj, kaj rabimo.
Da dobimo predpis te enačbe, rabimo k in rabimo n. Če sta premici vzporedni in imamo k od te vzporedne premice, potem je ta k že dobljen. Se pravi, kaj še potrebujemo? Potrebujemo še n. N smo rekli, imamo pa formulo. N je y1 minus k krat x1. Kje bi pa zdaj dobili mi tale dva? X1 pa y1. Dobili bi jih iz tele točke, x1, y1, in jih lahko kar vstavimo. N je 1 minus, k je 1, x je pa minus 2. N je 1 plus 2 je 3. Zdaj pa zapišimo enačbo naše funkcije. Takole, ne. F od x ostane, namesto k-ja damo en krat x plus 3. Mogoče, če narišemo lepše, f od x je x plus 3. Če bi to narisali, bi videli, da sta grafa vzporedna. Takole. To je bila domača naloga rešena. Upam, da ste jo znali, če ne pa upam, da so vam tele rešitve pomagale. Se vidimo oziroma slišimo naslednji teden.